Dobrodošli v novi izvedbi podcasta Dobro življenje. Dobro življenje se začne, ko smo še čisto majhni. Ko smo stari, gledamo, kakšno je bilo življenje, ko smo bili majhni, ko smo malo manj stari, smo nostalgični. Skratka, dobro življenje se res začne tam od 3-4 let naprej, morda celo prej, pravijo strokovnjaki. In koliko vplivamo danes na to dobro življenje naših otrok? Ogromno. Vprašajte se, koliko na dan držite telefon v roki, koliko gledate v ekran, pa imate zraven svojega otroka, koliko ur na teden preživimo skupaj s telefonom, ne z ljudmi. Zato bomo danes v dobrem življenju govorili prav o tem, koliko se sploh spoznamo na svet, ki je zdaj del nas, in kako dobro poslušamo nasvete tistih, ki vedo več, kot vemo mi. In zato je zagotovo prava sogovornica Martina Peštaj, odgovorna urednica otroških in mladinskih oddaj na nacionalni televiziji. Lep pozdrav. Lep pozdrav. Hvala lepa za čas, ki ga bova namenila tistim, tudi meni, da se bomo kaj naučili. No? Z veseljem. Morda samo še to, moje ime je Gregor Trebušak, ob novinarstvu in voditeljstvu na televiziji sem predvsem zdaj oče. Zato lahko nekaj vprašanj v tem pogovoru razumete tudi predvsem skozi oči očeta, ki ne ve prav veliko o tem, kaj čaka njegove punce. To sem mogel povedati, ker ko so mi rekli, govoril boš o medijski vzgoji za otroke, sem bil navdušen. Koliko knjig obstaja o medijski vzgoji v zadnjem času? V primerjavi z 10 leti nazaj. Ogromno. Mislim, to je sigurno področje, s katerim se ukvarja veliko strokovnjakov, tudi veliko laikov. Skratka, se mi zdi, da je to življenje, ki ga tukaj in zdaj živimo in smo potegnjeni v ta svet. Si me pa izzval, da še jaz nekaj povem, da poleg tega, da se strokovno že 25 let ukvarjam s tem področjem, sem tudi mama 2 fantov in da mi je to zelo dragocena izkušnja. Zato, ker namreč nekaj je biti strokovnjak z veliko znanja, z študijami, premišljenimi, prebranimi, z teorijami v glavi, drugo je biti pa starš. Tako da jaz vem, da ni lahko biti v teh časih starš, tako da lahko o tem tudi tako govoriva danes. Imava pa kar veliko tem, ne vem, od telefonov do računalnikov, ki so za naše otroke skorajda že nekaj, kar ne poznajo, pa risank, revij, knjig. Kje začneva? Kaj vam je najljubše kot mami? Začniva o tem, kako je pomembno, da vse to damo otrokom in kako je pomembno, da zelo premišljeno izbiramo, kdaj bomo dali, kaj bomo dali in kako jim bomo dali. Ker jaz sem dejansko, jaz ne verjamem v to, da je možno današnje otroke od tega povsem odvrniti. Tudi nisem pristaš tega, ko pravijo do določene starosti nič, oziroma sem pristaš tega, da res, da do 2. leta vemo, otroci res potrebujejo zelo konkretne izkušnje. To se pravi to, da bodo oni zgradili svoj svet okoli sebe, da bodo ustvarjali odnose, da bodo razvili svoj miselni aparat, rabijo žive izkušnje, rabijo se dotikati, pokusiti, vohati, se družiti z vrstniki, skratka vse to absolutno zagovarjam, ampak se pa srečajo že, Saj vemo, da mamice danes, ko so recimo tisto prvo leto po rojstvu doma, velikokrat same pa potem posežejo potem, da je telefon v roki pogosteje kot mogoče sicer, pa da je recimo televizija v stanovanju prižgana, zato da jim ni dolgčas, da imajo en občutek neke druge realnosti. In otroci se s tem nekako srečajo že takoj. Oni to po moje živijo. In dejstvo je tudi, da je ta digitalni svet, ki jih obdaja danes, da to je neločljiv del njihovega življenja. Meni moj 13-letni sin velikokrat reče: mami, ti boš morala svoj način mišljenja zelo spremeniti, zato ker to je popolnoma normalno, to mi živimo, to ni zdaj to, da se midva sprašujeva o tem, a je to dobro, a je to slabo, oziroma kako bi to moralo biti drugače, ker to je dejstvo. Zdaj pa dajva s tem nekaj narediti, Včasih se mi zdi bolj moder kot jaz. Tako da tu se mi zdi, da je ena zelo velika stvar, ki jaz vedno rečem, da se moramo o tem našem odnosu, če se prej nismo vprašali o njem, vprašati takrat, ko dobimo to bitje v svoje življenje. Kaj bomo zdaj s tem naredili, kako bomo mi z njim ravnali in kako bomo, kot si prej čudovito rekel, mi smo polni tega in smo res čudovit vzor, v dobrem in v slabem. To se pravi, da se te naše gledalne navade
uporabniške navade prenašajo na otroka zelo spontano najprej, potem pa vedno bolj, rečemo, vedno bolj konkretno, ne. Zato je fino, da se sami s sabo pogovorimo, koliko bomo mi otroka s tem izpostavljali oziroma kdaj je trenutek, da se začnemo o tem z otrokom čisto odkrito pogovarjati. In to je lahko potem že zelo na začetku, a ne, ko se začne to, ko bi otrok rad nekaj gledal oziroma ko je pozoren, da smo ob njem, da mu povemo, kaj je to, kar gleda, da je to za njega, da kažemo vsebine, ki so za njega, to se pravi, da ne gleda kar nekaj, kar je pač na televiziji v tistem trenutku. Skratka, da se s tem začnemo ukvarjati že zelo na začetku, a ne, sami pri sebi in potem tudi hkrati z otrokom. No in zdaj sem pri tistem vprašanju, ne, če smo otroci nekakšen odsev svojih staršev. Pri nas doma vem, da smo televizijo dobili zelo pozno. Ne, mislim, da smo bili že v osnovni šoli in takrat je bil še ta kabelska televizija, tako da sem bil tudi prvič soočen z angleškimi risankami, se mi zdi, da sem že bil 3., 4. razred. Ne. Danes je pa telefon nekaj, česar sam pri svojih starših nisem niti imel, niti ničesar. Ne. Kako se učimo? Kdo nas uči torej? Koliko? Ja, ne. Nas ali naše otroke, misliš? Najprej nas, ne? Najprej nas, ne. Ja, zato je dejansko, se mi zdi, da je veliko na trgu, kot so na začetku govorila, in fino je, da se temu vseeno prisluhne. Pa predvsem se mi zdi tukaj zelo pomembno, da smo zmožni ene samorefleksije, a ne, da si rečemo, ja, tudi jaz uporabljam telefon čisto preveč, ali pa da si zvečer rečeš, a je bilo zdaj treba biti še to uro na Facebooku, a ne, mogoče bi pa raje kaj prebral, recimo. Se mi zdi, da so to take avtorefleksije, ki so zelo pomembne. In ko jih sam pri sebi delaš, potem gre to tudi seveda na otroka, ne, se nekako lažje s tem soočaš. Tako da se mi zdi, da tu moraš ti pri sebi narediti nek red, potem pa seveda deti red na otroka. In jaz vem, da veliko ljudi se mogoče s tem niti ne ukvarja do trenutka, ko nima otroka, ne, ko pa potem vidi, kako je to, in ko seveda o tem veliko govorimo zdaj, tudi predavanja so recimo že v vrtcih, ne, pa potem v šolah, pa potem, ko se zgodijo seveda kakšne neprijetne stvari, se zopet ta vloga medijev ves čas izpostavlja. Tako da se mi zdi, da se dela, da tega ni in da bo to že kako v redu šlo, bi bilo majčkeno neodgovorno, ne. Zato se mi zdi, da s tem se srečamo zelo hitro in je potem na nas, kako si te stvari strukturiramo kasneje. Bova malce skakala, iz telefonov greva zdaj na primer k moji 2-letni hčerki, a ne, to je že čas, ko ji pokažemo kakšno risanko, a ne. Ja. Vi se na televiziji s tem ukvarjate 25 let, a ne. Ne z risankami konkretno. Ampak z vso vsebino, a ne. Z vsebino, z pomenom rečimo Tako. televizijske vsebine, ja. Kaj kažemo otrokom pri 2 letih? Ja, predvsem se mi zdi, da je tukaj, zdaj, če greva na to polje, ne, fino je vedeti, da je pomembno, da otroci vidijo kakovostne stvari. Vedno potem tisto vprašanje seveda staršev, kaj pa je kakovostna stvar, ne, ampak se mi zdi, da smo mogoče recimo pri knjigah bliže temu, da vemo, da izbiramo, sploh že to, a ne, da izberemo nekaj, kar je resnično prilagojeno njegovi starosti. Jaz to vedno en tak primer navajam, a ne. Pri knjigah recimo ne bomo nikoli 2-letnemu otroku začeli brati enega debelega romana brez slik, a ne. Začeli bomo s kartonkami, potem bomo šli na velike slikanice z ilustracijami bogatimi, potem se bo to manjšalo in seveda, ko je otrok sposoben, bo vzel sam v roke knjigo, debel roman in ga prebral, a ne. Pri teh digitalnih vsebinah se nam pa včasih zdi, da je kar vse dobro za otroka, a ne. In že to recimo risanka kot taka, a ne, ima en tak prizvok, da to je nekaj, kar je za otroka, ne. Čeprav vemo, da so bile pred 100 leti prve risanke narejene za odrasle, a ne. In če recimo, jaz sem zvesta sopotnica festivala Animateka, ne, ki je vsako leto umetniškega, avtorskega animiranega filma v Ljubljani. Recimo, ko to vidiš, je tam mnogo več animiranih filmov za odrasle kot za otroke. Mi za otroke prav precizno izberemo tisto, kar je res namenjeno njim, tako da ni vse a priori za otroke, a ne. In to se recimo najlepše vidi pri kakšnih teh celovečernih filmih, ki jaz pravim, so čudoviti, so krasni, absolutno pogledati, ampak ob svojem času. In potem greš v kino in tam vidiš 3-letne otroke, ki po 20 minutah več ne zmorejo ne gledati, ne slediti in potem grejo ven in so starši nejevoljni, a ne, ker so le kupili vstopnice, pa da se bodo skupaj fino imeli. Ne, začeti je treba na začetku, a ne, začeti je treba z risankami za res majhne otroke, ne, in to so ponavadi kratke risanke, ker vemo, da otroci še nimajo tako razširjene pozornosti. To so risanke, ki predstavljajo neke zgodbe, ki jih otroci poznajo iz svojega vsakodnevnega življenja, na katere se lahko navežejo. Zato recimo čisto konkretno,
Pujsa Pepa je meni vedno najboljši primer tega. V Pujsi Pepi je družina, a ne, sta dva otroka, je dedek, babica, vzgojiteljica, otroci, par prijateljčkov, gasilec, pa mogoče še kdo in to je to. To je ta poznan svet otroka in ko otrok to gleda, se v tem dobro počuti, zato ker te odnose prepoznava in seveda vidi kaj novega, kaj zanimivega, ampak drugače se v tem dobro počuti, ne? In potem se postopno skozi starost stopnjuje. To se pravi, da prihajajo risanke, ki so daljše, ki so obsežnejše, v katerih je več likov, v katerih je več teh zapletenih odnosov, recimo malo kasneje se potem pojavijo tudi dobri junaki in ti slabi, ne, lumpi recimo. To mora otrok že vse razumeti, da lahko res zavestno in polno spremlja te vsebine, ne? In potem seveda se stopnjuje za starostjo. Ja, pri Pujsi Pepi bom rekel, da tudi pri nas gledamo to, a ne? In je bilo na začetku morda malo nenavadno, ker je bil vedno smešni očka, pa sem rekel, tega ne bomo gledali, ne? Ja. Pa sem želel, da bi moji otroci gledali to, kar sem gledal sam. Zdaj tisto vprašanje, ta nostalgija, ki sem jo prej omenil, a ne? Jaz sem jim dal gledati, na primer, Medvedji kuhec, to je bila risanka moje mladosti, potem Palček smuk, pa se jim vse zdi zelo dolgočasno. Ja, to je pa to, ne, ker tudi vedno pravim, ne, nostalgija, pri risankah je nostalgija zelo velika, zelo lepa reč, ampak ima pa tudi svoje pomanjkljivosti, a ne. Jaz velikokrat dobivam pisma naših gledalcev, ki pravijo, kje so te čudovite stare risanke, to, kar je zdaj, pa res več ni za gledati, a ne. In potem se jaz najprej vprašam, okej, a so res gledali to, kar je zdaj, ker to, kar je zdaj, so v bistvu zelo lepe risanke, a ne, so vsebine takšne, ki nagovarjajo otroke, ki nimajo njih nobenega nasilja, so vrednote, ki jih recimo želimo živeti, a ne. Ampak te stare risanke, ja, seveda so bile krasne, normalno. Je pa tudi res, da oba veva, da takrat, ko sva bila midva otroka, je bilo to enih par risank, a ne, to ni bilo še 100 drugih kanalov, kjer si lahko spremljal vse živo, a ne, in tisto, kar smo pač dobili, je bilo za nas najlepše. In mi smo začeli, ne vem, 40 let nazaj, se je začelo že pri nas na naši televiziji sinhronizirati za otroke, a ne, in to je bil tudi tak presežek, da smo lahko to gledali v slovenščini. In seveda jaz vem, da to ljudje se spominjajo, pa mogoče niti ne toliko konkretnih risank, kot tistega vzdušja. No, tudi to, ne, pa mogoče bom rekla ta glas, ta nedeljska jutra, ki so jih preživeli na kavču in mama jim je naredila, ne vem, kakao in oni so gledali te risanke. Se pravi, gre za celo to neko tako čutni spomin, a ne, ki ga imajo pa današnji otroci tudi, ker se tudi velikokrat to gledajo ob nedeljo zjutraj na kavču in tako naprej, ne. Tako da se mi zdi, da je tukaj ta problem, da potem, ko pa vidijo te stare risanke, ne, tako kot si rekel, te dobre stare risanke, pa naenkrat ugotoviš, da so recimo pri Čebelici Maji smo imeli, to so rjave, ne, ker je pač barva, zdaj, če jo niso obnovili digitalno, je to res še vedno takšna, kot je bila takrat, a ne. Potem velikokrat tudi zvok mogoče ni v redu, ni enakovreden, potem je pa seveda ritem čisto drugačen, a ne. Vsa ta tehnika, ki dela zdaj risanke, je tako drugačna od tistega, kako so jih včasih delali, da imajo risanke drugačno dinamiko, drugačen tempo, drugačno montažo. Ne bom rekla zdaj, da je kaj boljše, kaj slabše, včasih se tudi zgodi, da so kakšne risanke imajo čisto prehiter tempo, a ne, in jih otroci zaradi tega potem njihovi možgani to težko procesirajo in lahko tudi prihaja do mogoče kakšnih neprijetnosti pri tem, a ne. Ampak generalno so pa te risanke seveda drugačne, tako kot so tudi serije za odrasle, kot so filmi za odrasle, a ne, vse to se je spremenilo, ampak nekaj pa ostaja enako. Jaz se mi zdi kot ustvarjalka, kot tista, ki to izbiram, vidim, še vedno je pa tukaj na prvem mestu zgodba. Zgodba je tista, ki te vsebine naredi tiste, ki otroke pritegne. Jaz recimo imam doma dva fanta, en je star 8 let, en je star 13 let, ta 8-letnik več že pravi, jaz ne bom gledal teh risank, ki so za dojenčke, ne, to je njegova naracija, jaz pa seveda ob nedeljo zjutraj gledam Živžav, zato da vidim doma na zaslonu, kako to izgleda, in potem jaz to gledam in potem on prisede k meni, prvi je ta efekt, da se malo meni stisne, a ne, to je tudi en lušen način, kako se povezati, potem pa on to gleda in potem naenkrat ga zgodbe potegnejo, ne, in potem te risanke, ki so kot za dojenčke, naenkrat več niso za dojenčke, ampak so risanke, ki nagovorijo v bistvu vso družino in potem prisede včasih še starejši sin in kaj komentira. Skratka, če je zgodba, če je vsebina ustrezna, bo vedno nagovorila, a ne? Tako, to je tisto, kar je čar risank. Zdaj bom skočil pa malo, ko so prej v telefonu govorila, to je bila neka navada, res je, ko smo ob nedeljah gledali Živžav ali pa ob četrtkih, se mi zdi, da je bila ponovitev. Danes risanko dobiš kadarkoli, kjerkoli, tudi na telefonih. Je pomembno, kdaj in kje gledamo?
Ob vsebini, seveda. No? Ja, sigurno. Mislim, absolutno so neke stvari, a ne, predvsem tudi koliko časa gledamo, ne, kdaj gledamo, tudi če je kdo zraven, pa absolutno seveda, da se zvečer ne gleda, a ne, da se lahko gre v miru spat. Skratka, o vsem tem je treba pa zelo konkretno razmišljati. Jaz sem zelo vesela, ker so, mislim, da 2 leti nazaj Združenje slovenskih pediatrov je izdalo smernice, a ne, prav v ta namen, kako se ukvarjati z temi digitalnimi mediji, kdaj začeti gledati, koliko gledati, koliko so priporočljive starosti, dolžine in tako naprej. In to se mi zdi strašno uporabno. A ne? Jaz tukaj vedno pristopam nekako bolj iz tega vidika, kaj gledati. A ne? Ker se mi zdi, da če otrok recimo gleda kakovostne stvari, jih lahko mogoče kdaj tudi več, pa potem kdaj manj, oziroma jaz imam nekako tako, to je moje na tako širše mnenje, da je treba vse dejavnosti, v katere je otrok vpet, nekako uravnotežiti. A ne? To se pravi, da je fino, da je otrok, da je zunaj, da se druži, da beremo, da se giblje, da ne vem, se pogovarja s starejšimi, z mlajšimi, skratka, da ima kup enih aktivnosti, in če je ena izmed teh aktivnosti tudi pač gledanje nekih vsebin, ki so zanj primerne, se meni to ne zdi problematično. Zdi se mi pa problematično v trenutku, ko ta otrok postane ta aktivnost prevladujoča. A ne? In tudi velikokrat je tako, ne, da rečejo, ja, sej, pa gledajo na tablici, ne, pa potem vse računalnik je druga zgodba, pa telefon je druga zgodba. Ne, tu gre za vsebine. Ne? To se pravi, ali jih gledaš na enem, drugem ali tretjem mediju, še vseeno je to digitalni medij, a ne? Tako da tudi tu je treba vedeti, da se odločiš ali tu, ali pa skrčiti na čas, da je to enotna mira, a ne, za vse skupaj. Še eno podvprašanje, prej ste omenila, da se gleda risanke morda potem skupaj s starši. Torej, starši gledamo risanke skupaj z otrokom. Evo, to je pa moja največja mantra. To se mi pa zdi, da pa povsod ponavljam in sem že kot en papagaj, ampak se mi zdi toliko pomembno. Ja, meni se zdi ključno to skupno gledanje. Tako kot se mi zdi ključno skupno branje, skupno listanje revij, skupen obisk gledaliških predstav, lutkovnih predstav za otroke, tako se mi zdi izjemnega pomena, da tudi medijske vsebine gledamo skupaj z otrokom. Vem, evo, zdaj bom govorila kot mama, jaz vem, da te vsebine so velikokrat naša varuška, da so velikokrat naša pomoč, pridemo domov utrujeni, moramo še kaj postoriti, pa damo otroku neko vsebino. Jaz ne bom rekla, da to se absolutno ne sme, ker to vsi delamo, tudi jaz to delam. Je pa v tem primeru fino, da potem točno vemo, kaj je tisto, kar otrok gleda, da ga ne pustimo recimo na tablici, kjer on lahko v 2 klikih zaide kamorkoli, a ne, pa mogoče kdaj ne bomo niti izvedeli, kam je šel. Samo po noči se bo med slabimi sanjami zbudil, recimo. Tako da se mi zdi, da je treba res imeti ozavestiti, zdaj, ali gleda televizijo, pa mu mi nastavimo, govoriva zdaj o majhnih predšolskih otrocih, ampak ko enkrat oni to ozavestijo, da nam je to pomembno, da to je relevantno, kaj gleda, kako gleda, se mi zdi, da potem tudi za starostjo lažje in ga lažje usmerjaš, ne, in se potem mogoče enkrat, no, to so zdaj moje pobožne želje, ne, tudi sam mal usmerja, skratka ve, kako in kaj, ampak za neko to vzgojo seveda on tudi hodi to pot. Najbolj dragocen trenutek pa je, da to naredimo skupaj, da je to naša skupna aktivnost. A ne? To je prvič zato, ker je to že nekaj, kar je otroku zelo prijetno, a ne? Da ti sediš zraven njega in da imata to eno to bližino, eno to toplino. Po drugi strani pa jaz vedno govorim, da je čudovito, ker ko ti gledaš skupaj z otrokom risanko, prvič tudi ti neke vsebine vidiš, ne? Ker velikokrat so te res kakovostne risanke tako senzibilno, tako prefinjeno napisane za starše, za otroke, da ti marsikaj na novo odpre in mogoče nekaj razmisliš tudi ti o tem, hkrati pa, ko opazuješ tega svojega otroka, ki to gleda, ki to spremlja, ki mogoče kaj komentira, se s kakšnim vprašanjem obrne nate, naenkrat dobiš en uvid v njegovo razmišljanje. Tako, aha, a ti si to, a veš, zanimivo, recimo, ne. Mogoče en primer navedem, ki mi tako vedno odzvanja, ko smo midva pred leti s tem mojim starejšim sinom, ko je bil res še majhen, gledala eno risanko, Krti sestrici, se prav spomnim. In sta oni dve, letele so po zraku regratove lučke, a ne? In sta oni dve tekali za njima in sta tekali vedno del, in jaz to gledam, a ne, s tem fantom in si mislim, zdaj so boste oni dve zgubili, to bo zdaj zgodba o tem, a ne? In potem on tudi gleda in potem oni dve, ne, v bistvu oni dve sta tekli za temi lučkami, sta jih polovili in potem sta se vrnili domov. To se pravi, sploh ni problematiziralo tega, ne. On pa meni pravi, ko je bilo konec, a veš, sem mislil, da se boste zgubili, me je že kar malo skrbelo za njiju, ne. In jaz sem tako pri sebi pomislila, aha, ta moja skrb, ki jo imam, seveda, to je pač moja čist nek vzorec, o kateri sem govorila že, a ne, se je torej prenesel na tega mojega otroka in ne hote, a ne, zdaj, in če bi jaz to poudarila, bi tudi on, skratka, jaz sem to začutila pri njem in sem rekla, ok, moram prav zavestno
paziti, da ne bom jaz s tem nekako ga okužila, ne? Da ne bom Mhm. teh svojih skrbi prenesla na njega, ker očitno je nagnjen, malo tudi on k temu. Ne? To se pravi, to so neki taki uvidi, ki potem mogoče malo drugače neke stvari postaviš, zastaviš v svoji vzgoji oziroma v pogovorih z otroki. Tako da jaz mislim, da so to res take dragocene izkušnje, da si ti stvari pogleda skupaj z otroki. In tudi vedno pravim, dajte si tudi recimo v vrtcih gledati skupaj, dajte v šolah, ne vzeti tega kot eno možnost, da otroci se zaposlijo, jaz pa lahko nekaj drugega počnem, ampak mogoče res kot neko skupno aktivnost, v kateri nam je obojim fino in v kateri se oboji učimo nekaj novega. Še eno podvprašanje glede na to očitno skupno gledanje risank. Kaj pa risanke v tujem jeziku? To je zdaj zelo popularno, a ne, da gremo na internet, najdemo neko risanko, ki je morda Pujsa Pepa, pa jo gledamo v angleškem jeziku. Kako je s tem? Kako to vpliva na, ne vem, in na navado, in na razumevanje, in ne vem, širi kakšno možgančke, ali je to... To sigurno, Aha. to sigurno. Jaz mislim, da s tem, če druga ne, imajo zdaj otroci ravno s temi vsemi, a ne, digitalnimi mediji, ki jih obdajajo. Jaz pravim, svet še nikoli ni bil tako blizu, kot je v tem trenutku. To se pravi, oni tudi slišijo lahko vse jezike, a ne. Mi je tako hecno včasih doma, ker ko izbiram tuje serije za otroke in mlade, jih izbiram iz celega prostora, ne, in kupim tudi kakšne norveške, pa kakšne belgijske in potem poslušajo to otroci in se mi zdi fino, da to slišijo. Jaz sem vesela, da smo mi narod podnapisov, kar se tiče tujih igranih serij pa filmov, recimo, no. Ampak da se vrnemo k risankam, a ne, je pa dejansko fino, da otrok sliši te tuje jezike, če druga ne, dobi en občutek za ritem nekega jezika, vidi neke stvari. Je pa tudi fino, seveda se mi zdi tudi pomembno, vsaj v tem zgodnjem otroškem razvoju, ko se tudi jezik razvija, a ne, mu ponuditi res kakovostno sinhronizirane risanke. Ravno za ta namen, da se sreča tudi s svojim jezikom, z lepim knjižnim jezikom in da potem seveda, da na koncu ni to, da zna boljše tuj jezik kot pa domači jezik, kar vemo, da se velikokrat pri najstnikih že govori o tem, a ne. Zato se mi zdi, da je fino, da mogoče najdemo eno ravnovesje, ne, da risanke, ki jih najdemo v lepi slovenščini, gledamo te, potem pa mogoče tudi, da se primerja, pa da se išče podobnosti, kako je pa ime tam, kako je pa ime tu. Meni se zdi to vse ena taka širitev otrokovega sveta. Ko smo govorili o tem, kdo bi največ vedel, kako vzgajati digitalno naše otroke, ste zagotovo bila prva izbira, ampak ne zgolj zaradi teh digitalnih vsebin. Zdi se mi, da ste že leta tudi s Cicibanom, s Cicidojem, pa če so zdaj ugotavljala, da so se morda risanke malo spremenile, a ne? Ciciban pa Cicido se pa nista. Ali pač? Ja, sta se. Okay. Ja, sta se, ampak samo v dobrem smislu, ne. Mogoče, da se navežem na risanke, pa grem potem še naprej na Ciciban pa Cicido. Mi smo imeli 2 leti nazaj, smo praznovali 40-letnico Živžava, ne, 40 let, odkar je Živžav nastal na naši televiziji. In takrat so me veliko spraševali, kako so se spremenile v tem času risanke, če sploh so se kaj, a ne. In to, kot sem že prej omenila, seveda so se, a ne. Risanke so se tudi v tem tehničnem smislu spremenile, pa tudi v vsebinskem, kar pomeni, da so stopile en velik korak naprej, da so v bistvu risanke so prvo srečanje otroka z mediji in kar je fino, kar pomeni, da jim tudi pokažejo to neko širino sveta, ki je, kar pomeni, da so v sodobnih risankah recimo obravnavane tudi teme, o katerih se že danes pogovarjamo z otroki, kar pomeni izguba recimo kakšnega hišnega ljubljenčka ali pa izguba drage osebe ali pa, ne vem, ločitev staršev ali pa recimo razširjene družine ali pa družine samohranilcev. Skratka, to so vse teme, ki jih sodobne risanke zdaj že zelo na veliko in zelo subtilno, zelo fino obdelujejo. In se mi zdi, da se enako dogaja tudi s Cicibanom pa Cicidojem, ne. To se pravi, prinaša enako kakovost, kakovostne zgodbe, kakovostne pesmice, naloge za reševanje, tudi mogoče bolj rečemo te neke splošne vsebine, ki so za otrokovo širjenje njegovega obzorja. Hkrati pa se mi zdi, da zelo sledijo tudi temu, a ne, kaj se trenutno z otroki dogaja, kaj jim je treba ponuditi, kako je treba z njimi govoriti, kaj so stvari, ki jih zanimajo. Skratka, se mi zdi, da absolutno grejo v koraku s časom in to je ta ključ, ne. To se pravi, to ni ena oddaja, neka revija našega otroštva. Jaz ne bom nikoli pozabila, mimogrede, ne. Meni je bil dan, ko je prišel Ciciban v moj nabiralnik in na njem pisal moje ime, to je bila največja stvar v mojem življenju, ne. Tako da moja ljubezen do Cicibana pa Cicidoja se je začela mnogo let nazaj, a ne. In potem sem jaz vedno govorila, ker sem zelo rada, kot večina punčk verjetno risala, ne, da bom jaz nekoč ilustratorka za Ciciban, ne. To je bilo eno moja mama se tega spomina, živo spomni, zdaj ta dar mi ni bil dan, pač zdaj pišem, tako da sem zelo počaščena, da sem lahko v tem
v tem uredniškem, v tej uredniški zgodbi. Hkrati mi je pa recimo ravno to pri meni, a ne, jaz ne pišem zgodb leposlovnih, tega daru nimam, ne, ampak me pa izkoristijo recimo, da napišem stvari z področja psihologije, ki so primerne za otroke. To se pravi, to je tudi eno tako področje o čustvih, ne, kako govoriti o čustvih z otroki. Pomembno je govoriti o tem, ampak na kak način, ne, tako se je tudi razvila recimo ta moja rubrika, ki jo zdaj že, ne vem, 5. leto, ali 6. leto vodim v reviji Cici. Tako da to so tudi aktualne teme, ne, o katerih se mogoče še, ne vem, 30 let nazaj ni govorilo, zdaj pa se o vsem tem pogovarjamo in se o tem tudi piše v revijah. Sam sebi nimam za toliko starega, ampak vseeno se spomnim, ko smo imeli mi Cici dom, pa danes, ko ga seveda imamo za mojo hčerko, kar obe, so nalepke ena najbolj popularnih stvari, ne, seveda to, pa potem krava, ne, vrtec pri kravi. Ja. To Ja. je nekaj takega kot risanka, no, je? Absolutno, absolutno. In to je tudi čudovito. Meni se zdi, da je vedno je fino, da je nekaj, kar otroka pritegne, ne. Zdaj ali pri vsebini nek lik ali nek humor specifičen ali pa nalepke v reviji. Če je to vstop v revijo in da potem, ko polepi vse nalepke, pa reče še, okej, zdaj se pa usediva pa še prebereva, je to super, ne. Meni se zdi tudi recimo te redne rubrike, kot je vrtec pri veseli kravi ali pa Cici banda ali pa kakšne pesmice, recimo, da jih otrok že pričakuje, ne, je tudi mogoče potem pobuda staršev, ne, da dobiš Cici bando pa Cici dom, pa rečeš, bova spet poiskala, kaj pa tokrat, ne, in potem otrok se že nekako navadi na to in z veseljem to naredi, ne, z veseljem prebere. Se mi zdi, da pri teh stvarih je ključna pobuda staršev. Zato, ker otroci so v današnjih časih imajo toliko vsega. In v vsem tem si seveda jim ne moremo zameriti, izberejo tisto, kar jim je najlažje in kar trenutku zbudi najbolj pozitivna čustva, in to je, ne, to so digitalne vsebine, to so igrice in to se potem samo še stopnjuje za starostjo, ne. Ampak vse te stvari se mi zdi, da so pa tako dobri sprejemalci, če le imajo možnost, ne. Če jim ti to ponudiš, če jim ti to pokažeš, pa rečejo, ja, saj to je tudi fino, ne. Zato je tukaj naša naloga, da jim odpremo revijo, da se usedemo, ne, da jim bomo dali revijo, pa rekli, da si ti to malo poglej, ne, verjetno bodo ostali pri nalepkah, ne. Če pa to je trenutek, ko rečeš, a bova brala Cici bana, ne, pa se usedeš na kavč, pa gledaš ta Cici ban skupaj, pa on glasno prebere, ti glasno prebereš, je to lahko eno tako zelo lepo sobivanje, hkrati je to vaja za recimo zgodnje branje, a ne, tako da na ta način se mi zdi, da je treba te stvari pogledati. Zdaj, če prav razumem, a ne, tako pri risankah kot pri Cici banu je ta rutina, ki jo nekako vpeljamo skupaj z našimi otroki, tisto, kar potem bomo lahko čez nekaj let rekli, v redu je, dobro pot smo jim dali, ne? Jaz mislim, da ja. Seveda je zdaj zelo lahko je govoriti o rutini, ne, iz nekih teoretičnih razlogov, ampak jo vidim tudi doma, da se mi zdi, da otrok, če ima nek red, ne, če ima neko rutino, se v tem zelo varno počuti. Seveda, če to ni nekaj z nekimi prisilami, z nekimi prepovedmi na ta način, tisto je drugo, ampak govorimo o nekem takem obrednem sestavljanju dneva. Jaz vidim, da je moja fanta kar rabita, ne, da recimo mi je bilo tako hecno, ko je moj 13-letnik po koncu počitnice rekel, a veš, da se kar veselim šole, tega, da bom zjutraj vstal, šel v šolo, imel treninge, da bom imel to neko rutino, ker mu to pomeni neko varnost, ne, neko predvidljivost in se v tem čisto dobro počuti, ne. Seveda smo med počitnicami del časa po koncu, pa norimo okoli, pa skratka počnemo druge stvari, ne, ampak ta neka osnovna rutina se mi zdi pa, da je za otroke fina, ustrezna, in če najdemo to tudi z nekimi temi vsebinami, ne, je to lahko samo dragocen način nam pomoč, pa tudi potem otrokom v bistvu. Zdaj so pa pri knjigah, tudi tukaj najdemo vaš podpis na 2, a ne. Morda čisto za začetek, kako to, da ste sploh rekli, okej, še eno knjigo napišem, oziroma potem 2? Ne, v bistvu, to je bil čisti čudež, to je tista čarovnija, ki se zgodi. Jaz sem pisala to rubriko za Cici dom o čustvih in ko smo po 2 letih, je bilo teh zgodbice nabralo, ne vem, 19 ali 20, in ko so urednice dale to na kup, te barvne printe, so enkrat ugotovile, da bi bilo pa to škoda, da bi ostalo samo v reviji, ampak da je bilo mogoče to fino, da to knjigo. Tako da so oni prišli k meni z idejo, kaj pa če naredimo iz tega knjigo, in jaz sem samo rekla, prosim, ja, a ne, ker se mi je zdelo prvič tudi krasno to pogledati, po drugi strani se mi je pa zdelo pomembno, da te teme pridejo do otroka, ne, ker sem že pri rubriki, so mi kdaj starši se odzvali, pa rekli, kako radi preberemo to, pa se potem o tem pogovarjamo, in zdaj, ko je to knjiga, je dejansko vem, da se uporablja v vrtcih, vem, da se uporablja v domovih, in to se mi zdi tako res pomembno, ne. In druga knjiga je zelo podobno prišla, ne, potem, ko se je ta prva rubrika Moja čustva, tvoja čustva nekako končala, izpela, smo šli potem v te zgodbe Pavška Olija, ki je
nekak tak mali svetovalec otrokom, a ne, in je tudi potem v bistvu po 2 sezonah, ko sta bili te zgodbice nekako zaključene, so rekli, dajmo pa še iz tega narediti knjigo. Jaz zdaj samo upam, da bo to res lahko v eno pomoč otrokom in staršem, so recimo noter tudi vprašanja, ne? Ker to se jaz včasih tudi sprašujem, ne, tako se pa saj starš ve, kaj se pogovarjati z otrokom, ampak potem pa dobiš tudi recimo od mojih kolegov, psihologov, neko informacijo, je fino, da je, a veš, včasih tudi ne vem, kaj točno, zdaj ga lahko vprašam na ta način in potem je to ena taka potrditev, da je mogoče to ena spodbuda tudi za starše, da se na ta način lotijo, a ne? Da ni to samo, da preberejo, pa pustijo otroku, da sam to gleda, ampak da imajo nek odnos v tem. A se samo meni zdi, ali pa morda včasih nisem bil na to toliko pozoren, da se zdaj veliko več ukvarjamo s temi čustvi, tudi negativnimi. Zdi se mi, da včasih nismo o tem govorili. Pač dobro je bilo, da si bil dobre volje, Ja. ne, da ni bilo nič narobe, da če si bil jezen, je bilo, saj ni treba, da si jezen. Da danes pa obračamo tudi v teh Absolutno. revijah, sem imel občutek, no, in v vseh teh risankah, da tudi temu namenjamo veliko pozornosti. Ja, absolutno. In to se mi zdi tudi zelo pomembno, ne. Včasih je tako veljalo, daj ne jokaj, ne, pa Tako. daj bodi vesel, ne, pa ne se jeziti, ta je bila najbolj Ja, pogosta, ja. ne, potem smo pa vsi, ne vem, če moja izkušnja je ta, da smo to jezo, ki smo jo seveda čutili, obračali v žalost in potem te zaradi tega želodec boli, bla, 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 skratka se razvijajo razne psihosomatike, a ne. Ne, danes je nekako velja, da so vsa čustva v redu. Tudi več ne govorimo v psihologiji o pozitivnih in negativnih čustvih, a pa govorimo o čustvih, ki so bolj prijetna in čustvih, ki so manj prijetna, ne. In tisto čustva, ki so manj prijetna, so glih tako naša čustva in ravno tako morajo biti. Pomembno je samo, da mi najdemo način, kako delamo z njimi in da ta način seveda tudi že pri otrocih, ko začnejo v tem zgodnjem otroštvu se s temi čustvi srečevati, ne iz onega prvega izbruha jeze, ki jih raznese in mi samo gledamo in verjetno imaš to izkušnjo, ne, pri svojih malčicah oziroma deklicah, do tega neke hude žalosti, do nekega evforičnega veselja v neki situaciji, to vse je njihova stvarnost, ne, in o tem, ja, je fino govoriti in jih tudi spodbujati k izražanju, ampak seveda skozi pogovore iskati načine, kako naj bo to izražanje nekako konstruktivno, ne, da ne porušiš vsega, da ne razbiješ vsega in da seveda tudi ne škodiš nekomu ob sebi, ne, ampak da je prav, recimo meni je ena taka frustracija bila tudi vsak vedno, a ne, recimo ti liki novoletni oziroma božični, ne, veliko otrok se tega dedka Mraza recimo konkretno boji, a ne, pa je to bilo tako, zakaj bi se tega bal, a ne, on je dober stric, prinaša darila, a ne, ne, v redu je, lahko se ga tudi bojiš, a ne, to se mi zdi, da daš en tako otroku dovoliš, da si vse to, da občuti vsa ta čustva, ne, in da tudi reče ne in da tudi si ne želi nečesa, kar ga mogoče mi odrasli postavljamo, da bi pa moral, a ne. Samo da odgovorim, ja, drugo leto je kar peklensko pri otrocih. A ne? Ja, seveda. Ja, prva puberteta pravi. Ja, in če je tako v drugem letu, je 5-krat huje, mislim, da kasneje, ne vem. Ampak ali zopet fajn. Ja, ja. Zdaj pa morda sva že pri teh telefonih. Namenoma sem šel najprej k risankam, knjigicam, revijam, potem pa pride telefona, ne. Ko grejo otroci v šolo, da skoraj da morajo imeti, tako rečejo, ne. Koliko in kdaj? Ja, telefon je tudi en tak velik izziv. Na srečo sem imela svojo lastno izkušnjo z svojimi otroki, ki je bila zame zelo dragocena. Nekaj je to, da otrok misli, da pač mora telefon imeti, tudi ko se gre v šolo, je tudi ta vrstniški pritisk velik, a ne, ker določeni ga pač že imajo, ne, in potem se tudi že zelo hitro pojavijo katere znamke in to ne moreš verjeti, v kakšne razsežnosti to gre, a ne. Dejstvo pa je, da mi smo dali otrokom telefon takrat, ko so začeli sami hoditi iz šole. To je zopet tudi ena taka stvar, ko sem midva hodila v šolo pa domov, a ne, a so mame vedle, kje sva bila, a ne, in si odklenil in si bil v stanovanju in mama je pač računala, da boš tam, ko prideš, a ne. Zdaj pa imamo to, javi se mi, prosim, ko prideš iz šole, da vem, da si doma, a ne. Tako da pri mojem starejšem sinu je bilo to eno zelo hecna izkušnja, namreč ravno takrat, ko je on bil na tem, da je pač vstopil v ta 3. razred in da je bilo govora o prvem telefonu, a ne, smo skupaj z Logautom pripravili eno akcijo, kjer smo v bistvu pripravili ene pogodbe za moj prvi telefon, a ne. Zato, ker smo rekli, ni samo po sebi umevno, da otrok dobi telefon in ga pač uporablja, kakor že pač on misli, je fino, da se postavi neke pravila delovanja, ne, uporabe tega telefona, ne. In jaz sem to pogodbo seveda tudi imela doma in potem, ko smo ta telefon temu otroku, temu našemu fantu dali, ne, je bil on čisto šokiran, da
A zdaj kaj? A zdaj bodo pa tu neke omejitve? On je pač bil prepričan, da bo lahko neomejeno uporabljal internet, da bo lahko, skratka, on je bil pri svojih 9 letih prepričan, da je dobil pripomoček, kjer bo lahko vsak dan na YouTubeu, kolikor bo želel, in je bil čisto šokiran, ko smo mu pač povedali, ne, da tako ne bo šlo, a ne. In mi smo rabili, po moje, kar kak mesec, da smo to nekako, da je on to dojel, da sem jaz dojela, da je on mislil, da bo imel vso svobodo tega sveta, in da smo potem dejansko šli skozi to pogodbo in smo se pač pogajali, ne, kdaj, koliko, kje in tako naprej. Na koncu se je izkazalo, da v tistem prvem letu uporabe je telefon večinoma sameval na mizi, ne, to je dejstvo, in ga je uporabljal res samo takrat, ko se je pač spomnil, in sem bila nekako pomirjena, ne. Pa zdaj, kaj starejši? Ampak zdaj, ne, je pa 13 let star, je bil pa izbruh tega, ne. Zdaj pa v bistvu vidiš, da vse tisto, kar si takrat delal, zakaj si govoril, da je to pomembno, zakaj si mu razlagal vedno znova, da to niso samo po sebi umevne stvari, zakaj mu določenih stvari tudi si mu prepovedal, da je to vredno, zato ker zdaj je pa to res tako. Če bi mu dal vse možnosti, pa še zdaj rabi omejitve, ne, bi bilo to brezmejno, skozi, vedno, povsod, s komerkoli. In to je tisto, kar je meni tako, v bistvu kot staršu strašljivo, ne. Pa lahko pri tej starosti kaj naredijo, recimo tisti, ki se soočajo s podobnimi težavami? Jaz mislim, da moraš narediti, zato ker če mu daš to brezmejno svobodo, na koncu tudi njemu ni več dobro, ne, ker tudi oni ugotovijo, da ni. Ampak kje smo pri kaznovanju ali urniku? Ja, Kaj jaz je, mislim, jaz na prvem mestu tukaj vedno dajem pogovor, ne. Aha. Pogovor, določiti neka pravila igre, ne, ki se jih seveda potem tako ne drži, ne, in potem pride tu na vrsto, kaj potem narediti, ko gre to čez vse meje, oziroma kako, ali potem, ne vem, izklopiti internet, ne vem, itak jaz zelo poudarjam, da ta family, starševski nadzori se meni zdijo osebno zelo pomembni, ne, da pač ima, da mu tudi vedno znova govori, zakaj pač ni dobro, da ob 11 zvečer še tipka po telefonu in ta modra svetloba, ki pač mu sije v oči, do tega seveda, da se mi zdi, da mora otrok takrat, ko začne to na polno uporabljati, vedeti tudi vse pasti spleta, ne? Ker tudi, če govorimo že o samem fotografiranju, o deljenju fotografij, o socialnih omrežjih, ki so odprta od 12. 13. leta naprej, nekatero socialno omrežje otroku dovoliti. Skratka, vse to se mi zdi, da je en tak zelo velik zalogaj in je prav, da se starši podučimo o tem, ker je informacij o tem je dovolj na razpolago. In vsakič znova, ko slišiš kakšne te stvari, jaz sem recimo v tem svetu za varnejši internet, ne, in mi imamo 2-krat na leto srečanje, in ko jaz poslušam zgodbe kriminalistov, svetovalcev na telefonih, na otroških telefonih, skratka, ljudi, ki se ukvarjajo z mladimi, ravno čisto konkretno, meni tam ledeni kri, a ne, in si mislim, to, kar mi vemo tako na tej površni ravni, je v bistvu zelo malo proti tistemu, kam lahko stvari grejo. Tako da meni se vsako omejevanje, zdravo omejevanje se mi zdi absolutno na mestu. Tako da, ja, tukaj pa potem nekako vsak po svoje, ne? Ampak še vedno se mi zdi skozi nek pogovor, tudi neke primere, veliko je tudi recimo oddaj, dokumentarnih filmov bilo posnetih na to temo, da se lahko vidi, kam lahko pač neustrezna, nepravilna uporaba pripelje. Se mi zdi, da je bilo že včasih življenje enostavnejše. Ja. Morda za naše starše, a? Definitivno. Ker Ja. zdaj se soočamo s stvarmi, ne vem, TikTok, Instagram, pa stvari, za katere sploh sam ne vem, pa se nimam za najstarejšega, ne? Ker se niti sami ne znamo pripraviti na to, kaj moramo pripraviti naše otroke. Zato je mogoče, ko govorijo o Cicidoju, Cicibanu, o knjigah, to je neka taka varen dom za vse starše, ne? Že risanke so kar varen dom, to smo tudi mi imeli. Absolutno, ja. Je kakšen tak nasvet, ki ga lahko mogoče date? Ta medijska psihologija je zakomplicirana stvar, se spreminja praktično z vsako novo stvarjo na internetu. Kaj pa je tisto, mimo katerega nikakor ne bi smeli? Ja, se mi zdi, da najbolj pomembno je ravno iz tega vsega, kar sva že tudi danes govorila, je to, da si tudi skozi to ustvarjamo odnos. To se pravi, da res začnemo s knjigami, z revijami, da smo veliko z otrokom v odnosu, da se veliko pogovarjamo, da skupaj gledamo, se pogovarjamo o tem tudi, zakaj to skupaj gledamo, govorimo kasneje, zakaj neke stvari lahko gleda, zakaj nekaterih stvari ne gleda, ne sme gledati. Se ponavljamo kot papagaj, se nam otrok upira, ja, ampak na koncu se mi zdi, da pa potem vse te stvari, kolikor si jih vložil, to se na koncu nekje pokažejo, ne. Absolutno je
možno, da gre otrok tudi potem zavije kam normalno, sej veva oba, da je mladostništvo čas preizkušanja vseh mej in da pač se morajo tudi na lastnih izkušnjah učiti, a ne, ampak vseeno se mi zdi, da neko seme, ki ga skozi to zgodnejše obdobje poseješ, da potem nekje kali, nekje kali in raste in zato se meni ne zdi noben čas, ki ga daš v ta odnos z otrokom, tudi skozi vse te stvari, o katerih sva govorila, ni izgubljen, mislim, je vreden, je absolutno vreden in vse, o čemer jaz govorim, je vedno to, da dajmo se povezovati, zato ker ko ti otrok itak enkrat postavi mejo in reče, mama, ti si tam, jaz sem tukaj, jaz sem mlad, neodvisen, jaz bom svoje življenje živel, a ne, ampak še vedno ti je pa potem dragoceno, ko en 13-letnik te vpraša za mnenje, ti pove kakšno stvar, se želi o čem pogovoriti, se mi zdi, da je to tisto največ, kar lahko, in jaz vem, da je to tudi zaradi tega, ker sva verjetno pri 5 letih skupaj sedela pri knjigah, se smejala, brala, gledala in v bistvu gojila ta odnos med nama. Zdaj sva velikokrat omenila besedo čas, nažalost ga midva nimava neomejeno. Lahko bi se pogovarjala, a ne še dolgo. Zato mogoče, kdo je Martina, kadar ne razmišlja o risankah? Kaj počnete, da življenje okrog vas potem vnašate v življenje, ki ga dajete našim otrokom na televiziji, na primer? Dobro vprašanje. Dejstvo je, da to, kar jaz delam, tudi živim, to mi tudi že moji otroci povejo velikokrat, ampak to jemljem samo kot en privilegij v bistvu. Drugače me pa zanima vse, kar je lepega, to se pravi vse vrsti umetnosti in hodim v gledališče in hodim z otrokom v gledališče in v kino in razstave in hodimo v naravo. Skratka, poskušam biti tako čim bolj odprta za vse, kar se okoli mene dogaja in predvsem usklajevati vse to. Mi je pa vedno najbolj dragoceno, da zvečer recimo, ko tudi vem, da me še čaka delo, zlezem k enemu fantu v poslo, sinu, pa k drugemu sinu v poslo, da mi povesta še, kar ste tisti dan doživela, to se mi zdi pa tisto najbolj dragoceno. Rekli ste, da imate radi umetnost, tudi zato izbirate šalčke? Ja, tudi zato. Itak ima Frida eno čisto svoje življenjsko zgodbo, močne ženske, všeč so mi te njene žive slike. Imam tudi nečakinjo Frido, ki mi je zelo ljuba ob teh 2 mojih fantičih, a ne, tako da zato sem to izbrala. Ja, hvala lepa, da ste si vzeli čas za vsaj nekaj nasvetov, če jih bomo pol upoštevali, nam bo morda čez 10 let, vsaj meni, ko bom imel takrat 13-14 let stare punce laže. In kot ste rekli, lahko bi še govorila o reviji, o knjigi, o risankah, o Pujsi Pepi. Absolutno. Dobro izbirajte še naprej. Hvala lepa, hvala za povabilo. Hvala. To je bil nov podcast Dobro življenje in če ste dobro poslušali, potem začnemo dobro življenje ustvarjati še ko so naši otroci čisto majhni. Predvsem s časom, ki ga z njimi preživimo, potem bo tudi čas, karkoli že skupaj počnemo, veliko lepši. Hvala lepa, do naslednjič.